Danes zapuščava tale atol Fakarava in greva naprej proti Tahitiju oziroma greva na Moreo. Imamo dobre 2 dni jadranja, skoraj 300 mil, 250 na neki tazga. So še na boji zaenkrat. Bomo zdaj dvigli na jadro, pripravljal se, potem pa štartava. Vetra, kot slišite in vidite, malo dovolj. Tam med 10 in 15 vozlo piha, tako da bo lepo dvigala na vse jadra. Upam, da bo imela lepo hitrost, zelo hitro prišla. Od zgumenjaka so uspela očistiti kar nekaj tistih školjkic, je šlo dol, tako da zdaj malo po to novem, za po teh atolih smo imela še sup, na bodoče potem, ko bo spet plula na odprt in ga bo pospravila noter. Več pa sva pripravljena. Tole je še zadnji rt Fakarave, lepo plujejo z 6 vozli in pol. Valov ni, razen ti dolgi. Bo videla zdaj, kaj bo, ko bo prišla iza rta. Ampak glede na to, da gremo z vetrem, mislim, da ne bo hudega. Se pravi, slabe 2 dni po moje bova na Moreji. Kava kuhana. Sonce je vzšlo. Bolj malo vetra je, zato smo odprla Špinakar, so zaprla glavno jadro in Dženova, ker je preveč vpleto vse skupaj, ker so veliki valovi. Jutri zgodaj zjutraj bova na cilju. Se pravi, še danes pa še eno noč prejadrava, pa smo na cilju. Okoli in okoli naju so nevihte. Tale je čist blizu, ampak bo šla mimo. Greva še zvedno na Špinakar. Ker nevihta bo pa verjetno mogla zaprti, ker bo preveč vetra. Tisto naj bo pa dobila. Sicer bo še malo trajalo, da pride do tukaj, ampak Tahiti je pa drugače točno pred nama, dobri 60 mil naprej. Timina je še tokrat pripeljal varno do Tahitija, ki je pred nama. Moreja pa je tukaj v oblaku, en delček se je slabovit, ampak celo noč že plujeva na Špinakar, gremo pa poprečje malo 3,9 vozla, se pravi, se komaj dobro premikava. Zdaj je tam 3 vozle, 3,5. Pa videla še kako bo, tako blizu sva, tako daleč s tako hitrostjo še. Začela so se kuhinjska opravila. V glavno medva greva na motor. Sva že tle pri Tahitiju, ni vetra. Čeprav zdaj ga je ene 5 vozlov, mogoče še ne. Tako da greva kar, odločila so se, da greva na Moreo, ne na Tahiti, se bova potem vrnila na Tahiti, tako da imamo ene 3-4 urce do najnega zaliva. Drugače pa tole je Tahiti. Vreme se je popravilo, lepo sončno, nič več neviht. Zdaj bova tale Tengum pospravila. Tukaj notek se bova šla sidrat. To je otok Morea. Tle okoli je koralni greben. Da moramo paziti, ne smemo kar direkt proti plaži zaviti. Zdaj pa to pospravimo, pa zasidrava zasluženo. Ko vidite pa vetra ni, zato pa greva na motor. Tukaj direkt imate hiške, za kakšnega tisočaka na noč. Med greva pa zdaj tale kanjon noter, tam noter je tudi trgovina, niso bila že kar lep čas, nimava nič kruha. Tako da saj ta osnova kupva, potem pa se bova pomaknila tam naprej, enega naprej. Zdaj bova ene 5 dni tukaj, potem pa se bova preselila na Tahiti. No, bo zdaj Natalija povedala, kaj je bilo tukaj prvič. Kaj je bilo tukaj? Zdaj greva noter v zaliv Cook Bay, kjer je sidral tudi kapitan Cook.
Ne kljuka. Cook, Captain Cook. Prvič sem prišel seveda. Ja, leta 1777, ne vem. Letenca, kjer pozabite, ni prava. Moana? Ja, po tem otoku Moreja je narejena tudi risanka Moana. Tako da iz tukaj izhaja. Ravno kar sem videla pa delfine, samo je nisem imel časa posneti. Drugače pa zdaj bomo poiskala Moano. Tale najina Moreja. Zdaj bomo pa tukaj sidrala, malo globoko voda, ampak je merno, tako da tudi ni treba ne vem koliko verige spustiti. Pa mivka je peščeno dno, tako da dobro drži sidro. Midva sva bila v trgovini, tole je njihov pomol, da greš direkt iz trgovine tukaj v čoven. Nekaj stvari sva kupila, nekaj bo šla še zjutraj iskat, potem pa bo šla jutri naprej v drug zaliv. Zdaj pa tole naložimo. Zdaj tle spet zaklepamo ključavnico na motorju, zajlo, zaklepamo, ker smo brali, da je treba, da je kraljejo. So se danes odpravila peš po Moreji. Se bo probala pospeti na kakšen hrib, čeprav nismo jih najdla nekih poti. Mogoče najdemo kakšen waterfall, slab. Zdaj imamo pa po moje na 4 km je tele ceste. Takole pa zgleda, ful visoki hribi okoli naju, vse zeleno zopet, podobno kot na Markezih. Je tako? Je. Mogoče nama pa danes dostal po naju pele. Drugače tle se da najeti avto, skuter, električna kolesa, ampak moramo malo varčevati, oziroma ne varčevati, ne preveč zapravljati.
Najbolj sami špičasti vrhovi. Moreja jih ima koliko? 8. 8. Največji. Največjih, ja. Iz jadrnice sva pa tudi videla, eden izmed 8 ima čez luknjo. Se pa vidi iz jadrnice zjutraj se je. Oziroma, ja, verjetno se ne vidi, ampak ti zgor na vrh ima luknjo čez. Zdaj greva pa peš tukaj do ene točke, kjer naj bi bil nek razgled, če je res. Že kar nekaj časa hodva, sva oba že utrujen, vroče je kup pes. Malo sicer sendvič, vsak en sabo. Pa voda. Najdla sva že drevo s pampelmusi, tako da sva 3 pampelmuse dobila. Kar je super, da malo zaloge obnoviva. Kako hladijo konje. Šlav, voda, prepere in hladi. Čisto rdeča zemlja. V moje tle kar posadiš, raste. Glavno zato, ker bi medva rabila 4-kolesnik. Se jih srečala sigurno ne 20, se vozijo, kjer lahko rentajo. Ker paše, ko malo kakšen oblak pride, malo sence. Več pa zdaj je začelo malo pihlati in je prav super. Evo, na tem drevesu raste pampelmus. Lepo, ne? Ribi. Medva sva pa tam nekje od spodaj v dolini. Tiki pred vhodom v svojo vilo, na gor manj, na zelo lepo vilo. Ni hudega psa očitno. Kakšni lepi kamni, vulkanski. Tole, ki izgleda vse zaraščeno, to je vse ananas. Najprej pa opazila niso. Ampak je izgleda, tako se vmes vozijo z nečem čez, tako da dosto ničjo. Tle moramo desno. Glavno, to je sam ananas, evo ti to zeleno. Bomo pol kakšnega poiskala za naju. Če ne verjamete, še enkrat pokažem, da je res ananas, evo ti ga. Tukaj. Tukaj. Samo je pa bodičasto. Zdaj pa šla pa že kar visoko. Žge sonce. So že oba zadihana, malo utrujena, precej. Ja, to je pa za nama dol, dolina se vidi že. Timija, greben. Tisti, ki ste delali v revozu ali pa še delate, evo, tukaj delate, tvingote. Tamle noter je eden, za tukaj. Tudi tale bi nama prav prišel, ne glede kakšen je. Ampak ni neka slovenska kvaliteta. Ampak če pripleza do tle, pa je že ok. Mora pa zdaj tle nadaljevati, nekje do enega hriba. 3 vale, se pravi, kjer se bo videlo 3 doline. Eno vidimo že za sabo, se pravi, še drug del. Nimava pa po moje ne več veliko. Sem pa verjetno bolj tak slab teren prehoden. Res je vroče. Že tako je vroče, pa še medva hodva. Pa sonce žge. Mogla iti zgodaj zjutraj ali pa zvečer pozno. Tukaj smo našli še en potoček. Zelo svežit. Moja je ta voda pitna. Ampak jo nosim je stala v nahrbtniku, tako da ne bova probavala. Lahko se samo pošpricava malo. Ziher ni topla.
Si predstavljate, 12 mesecev je takole tukaj, večinoma. Povprečna temperatura morja. Koliko je že pa kaj? 29, ne? 28 po zim, 29 po leti. Se pravi, ni neke razlike. Samo razlika je suho pa deževno obdobje. Mislim, da ne bo nič z najnim razgledom. Ko pa šla v čisto džunglo, edino psi so nas tule napadli. Tukaj kar neki. Stric je sicer rekel, da se gre tlele, ampak se nikamer ne pride. In se je tukaj skril, dva sta še gor. Lajejo. Ampak niso napadalni, tako da malo sreča. Zdaj pa nazaj, drugega nam ne preostane. Kje se skriva ananas? Pa to je tudi vse ananas. Se ne vem, kako ga najdejo, pa nabirajo, ki je v takem. Vse zaraščeno. Medva še kar rineva v hrib. Kam bomo prišla, ne vejo. Evo nazaj spet pogled na morje. Sva pa sred tukaj najde celo en cross motor pa skuter. Ja, pa še kar tlele naprej po tej potki pogledati, kam se pride. Ananasa tukaj je ogromno. Vse je ananasevo. Bomo lahko kakšnega vzela, kakšnega manjšega. Če bo kakšen bolj rumen, da ga bo lahko kmalu pojedla. Mogoče celo zdaj je topel, vroč. So pa lepi, so bolj majhni. Tudi tam dol, ki jih prodajajo, so zelo majhni, ampak sladki. Pa da vidimo. Mrzla. Mrzla. Zahladiti je, sem skor malo zajebe že, ja, sem že kori pol dobil. Ne pomaga tudi ohladitev potokov, ne. Tako strmo je, sicer je čedalje lepši pogled dol, ampak skor po vseh 4 lezem tukaj gor. Vprašanje, koliko časa se sploh še da, koliko daleč prideti. Je taka lepa senca, ne bi lahko kar mogoče kakšna urca. Malo razmislil, se splača še naprej ali ne. Ajde, pridi. Nisva kam daleč prišla, zdaj se vračava nazaj. Par ananasov sva odrezala, banan, pampelmus, še kaj. To je to. Z domačini se ne morejo kaj dosti pogovarjati, ker govorijo svoj polinezijski jezik, pa morda francosko. Tako da kaj dosti, ko smejali se nismo en drugemu. To je pa tudi vse. Prišla sva pa do vrh, ni nobene razgledne točke tam, takaj, kamor bi se dalo. To je samo na Google Maps jih označeno. Kaj imaš to? Papajo. Sem to ni na tem drevesu zrasla, podobne barve. Tako hodba po moreji. Jih vsak ne hodi po moreji. Nič ni več utrujeno, sem da smo obrnila v dolino. Vse imajo gasilci, čovne, kamione, še skuter imajo. Tako, medel so kar nekaj prehodila, en del otoka, oba so utrujena, Nataja je šla zdaj samo v trgovino še eno malenkost iskat. Jaz sem šel kar v gumenjak, zdaj malo počivam.
Danes bodo segla ena nevihta, nič hudega, se bo malo osvežilo. Zdaj je pa na jadrnico nekaj pojest, pa bomo šla pa verjetno še tiste del tam na obali pogledat. Kaj imajo, sicer je danes sobota, ne vem, če je odprto, ampak okej. Potem pa se bomo počasi tudi premaknili kam naprej. Zdaj pa čas, da greva še kam pod vodo, ne samo na hribe. Ker pa še takole malo počiva tukaj. Tle še ena Moana prišla, glede na to, da je otok zrisen, kaj Moana to. Vidim, da središče je kar nekje isto polno, ista zasedba, nič novega, nič manj. Da vse po starem. Danes smo uspela nabrati tole. Tako da za nekaj časa nekaj zaloge imamo, tale že podiši. Ta bo zdaj samo šel v hladilnik za kakšno urco, da se ohladi, pa ga bomo pojela. Ti bodo pa še kakšen teden rabili, da dozorijo. Banane isto, kakšen teden. Pampelmus, pa ne. Pampelmus bo pa te dva bodo tudi kmalu za pojest, ki so že precej rumena. Tele bodo pa še kar nekaj tednov lahko ostali v najinem skladišču, kleti, karkoli že tam noter. Nikoli si nisem mislil, da bom sploh kdaj na Moreji, drugič pa da imel še tako polno mizo, da bom pil ledeno kavo. Natalija si je tudi naredila, se mora pa najprej malo spočiti, mislim, da mene je malo sonce ožgalo po ramenih. Tako da zdaj malo počitka, pa danes sva pokupila pleskavice, 10 zamrznjenih, 10 €, tako da še kar nekje je okej. Se pravi, 1 €, bova imela zdaj, pač sva dala naprej v zamrzovalnik in bova imela to za nekajkrat. Evo, kako obloženo mizo imaš. Dobro so nabrali. Tale bo za jutr. Ali pa danes zvečer, že samo hladilnik mora iti. Če bi imela prostor v nahrbtnikih, pa da ne bo treba toliko kilometrov prehoditi, bi še kaj več lahko nabrala.